Saša, mirno! Častni pozdrav! Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovani ministri, spoštovani gospod Alojz Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade in njeni ministri, spoštovani župan občine Pivka, gospod Robert Smrdelj in predstavniki občinskega sveta, spoštovani poveljnik poveljstva Združenih zavezniških sil v Neaplju, admiral George Wyckoff, esteemed commander of Allied Joint Force Command Naples, George Wyckoff. Spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, general-major Boštjan Močnik. Spoštovani vršilec dolžnosti generalnega direktora policije, Daniel Lorbek. Spoštovani koprski škof, dr. Peter Štumpf. Spoštovani predstavniki diplomatskega zbora, esteemed members of the diplomatic corps. Spoštovani visoki gostje, cenjeni dame in gospodje. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v imenu občine Pivka in Parka vojaške zgodovine. V veliko čast nam je, da ste se v tako lepem številu odzvali našemu vabilu in prišli v Pivko, da skupaj proslavimo 35-letnico samostojnosti Republike Slovenije ter odkrijemo spomenik generalu Maistru. Njegova umestitev ob vhodu v muzejski kompleks predstavlja pomembno prelomnico v razvoju parka, ki letos praznuje 20 let. Pozdravljamo na govoru, zato vabim gostitelja današnje slovesnosti, direktorja Parka vojaške zgodovine, magistra Janka Boštjančiča. Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovani gospod Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade, cenjeni admiral Wyckoff in drugi visoki gostje, ekscelence veleposlaniki, dragi rojaki. Stojim pred nehvaležno nalogo, da v nekaj stavkih opišem namen postavitve tega spomenika in njegov pomen za park vojaške zgodovine in za širšo skupnost. V podobni stiski se je verjetno znašel pesnik Oton Župančič, ki ob neki priliki v posvetilu Rudolfu Maistru zapisal: Na, majster, ki od misliti in sanj bilo je dano priti do dejanj. Kaj hočem jaz, ki v tega časa zmede metati morem prazne le besede. Spomenik z imenitnim bronastim kipom akademskega kiparja Boštjana Putriha odkrivamo ob praznovanju 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije in ob 20-letnici našega muzeja. Prav na kraju, odkoder so pred 3 desetletji in pol na ceste zapeljali prvi tanki jugoslovanske armade, da bi v kali zatrli slovenske osamosvojitvene težnje in proces demokratizacije, tako stoji spomenik generala Rudolfa Maistra, častnika, ki je razumel težo zgodovinskega trenutka in si upal za interese slovenskega naroda zastaviti vse. Zato smo veseli in ponosni, da ste danes z nami tudi predsednik in ministri vlade, ki je izvedla in obranila osamosvojitev Republike Slovenije, vojaški in policijski vojni veterani in vsi drugi, ki ste po svojih močeh pripomogli k zmagi leta 1991. V spomenik smo vklesali posvetilo slovenskim vojakom. S tem epigrafom spomenik posvečamo vsem rojakom, ki jih je, ki nas je, usoda ob vsej pestrosti zgodovinskega dogajanja na slovenskih tleh oblekla uniforme najrazličnejših vojska. A smo služili vojaški rok, se borili ali umirali z mislijo na dom, na slovensko domovino. Ob
praznovanju 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije je posvetilo slovenskim vojakom, še posebej namenjeno vsem iz vrst teritorialne obrambe in policije, ki so se z orožjem v rokah za svobodo in neodvisnost Slovenije borili v vojni leta 1991, ter vsem pripadnikom teritorialne obrambe in Slovenske vojske do danes. Predsednik osamosvojitvene vlade, gospod Lojze Peterle, iskrena hvala za vašo pobudo za postavitev spomenika tu v Parku vojaške zgodovine ter za donacijo kipa. Spomenik, ki ga danes odkrivamo, namreč ni le spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru, ampak je tudi spomenik našemu hrepenenju po samostojni in suvereni nacionalni državi ter trdni odločenosti, da si jo izborimo in jo branimo. Vesel dan državnosti vam želim. Bog blagoslovi Slovenijo. Park vojaške zgodovine se je rodil kot razvojni projekt lokalne skupnosti občine Pivka, ki je s tem prispevala nesorazmerno velik delež pri ohranjanju nacionalne dediščine glede na svojo velikost. K besedi vabim župana občine Pivka, gospoda Roberta Smrdelja. Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovani poslanci, ministri, ekscelence, veleposlaniki, spoštovani načelnik in predstavniki Slovenske vojske, veteranskih in domoljubnih organizacij, spoštovani gospod Škof, drage občanke in občani, dame in gospodje. Danes se v Parku vojaške zgodovine ne priklanjamo le človeku, temveč ideji, ki jo je poosebljal. Odkrivamo kip generala Rudolfa Maistra, vojaka, domoljuba, državnika in človeka dejanj, ki je v odločilnem zgodovinskem trenutku razumel, da se usoda naroda ne oblikuje sama od sebe. Zgodovino je soustvarjal. Ko je bilo treba zaščititi slovenski narod in njegov življenjski prostor, je ravnal odločno. Še posebej pomembno je, da zgodovinski okvir razumejo mladi rodovi. Narod, ki pozna svojo zgodovino, lažje razume svojo sedanjost in samozavestno gradi svojo prihodnost. Zato je naša skupna naloga, da ohranjamo zgodovinski spomin, krepimo domovinsko zavest ter spoštovanje do ljudi, ki so s svojim delom in pogumom oblikovali našo nacionalno zgodovino. V Parku vojaške zgodovine posebno mesto namenjamo zgodbi nastajanja slovenske države. Razstava Pot v samostojnost obiskovalcem pripoveduje o času, ko smo Slovenci uresničili stoletne sanje o lastni državi. Danes s postavitvijo Maistra tej zgodbi dodajamo piko na i, hkrati pa ima park še velik potencial za ambiciozen razvoj in rast. Z zadovoljstvom lahko ugotavljamo, da je Park vojaške zgodovine postal eden najpomembnejših slovenskih muzejev in prepoznaven simbol naše občine. Naj tudi ob tej priložnosti povem, da sem ponosen na podporo naših občanov, številnih sklicev občinskega sveta, zaposlenih v občinski upravi, ter seveda še posebej na ekipo tukaj v Parku vojaške zgodovine. Da smo gradili nekaj, kar močno presega naš lokalni interes. V Pivki pač ne čakamo le na to, kaj bo država storila za nas, ampak z veseljem in ponosom pripomoremo k razvoju in ugledu Republike Slovenije. Spoštovani gospod Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade, hvala za vaš predlog in vaše angažiranje, da se kip generala Rudolfa Maistra, kakršen že stoji pred sedežem Ministrstva za obrambo v Ljubljani, postavi tukaj v Parku vojaške zgodovine in ti dve instituciji poveže tudi simbolno. Spoštovani predsednik vlade, gospod Janez Janša, bili ste minister za obrambo v osamosvojitveni vladi in tudi pred 25 leti ob postavitvi Maistrovega spomenika pred stavbo ministrstva. Izjemno smo počaščeni, da ste danes z nami. Spoštovani, jutri praznujemo dan državnosti, 35. rojstni dan naše domovine Slovenije.
Spoštovane Slovenke in Slovenci, iskrene čestitke. Naj nas majster še naprej navdihuje s svojo odločnostjo, ljubeznijo do domovine in vero v slovenski narod. Iskrena hvala vsem za vašo udeležbo in Bog živi Slovenijo. Gospod Alojz Peterle se je v našo nacionalno zgodovino zapisal kot predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade, ki je izvedla in obranila osamosvojitev Republike Slovenije. Gospod Peterle, kot pobudnika umestitve kipa akademskega kiparja Boštjana Putriha, vas vljudno vabim k nagovoru. Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod predsednik vlade z ministri, ministri osamosvojitvene vlade, poslanci državnega zbora, spoštovani admiral Vitkov, načelnik generalštaba Slovenske vojske, direktor Parka vojaške zgodovine, častna četa Slovenske vojske, veterani vojne za Slovenijo, domoljubi in demokrati. Dobrodošli na kraju spomina, ki je prostor resnice in odličen skrbnik odnosa do vojaške zgodovine slovenskega naroda. Hvaležen sem vodstvu parka, da je sprejelo idejo o postavitvi Maistrovega spomenika prav tu in čestitam k izvedbi, ki daje celemu prostoru neko novo dimenzijo in dodano vrednost. Zbrali smo se v 35. letu samostojne Slovenije, da se hvaležno poklonimo slovenskemu vojaku, ki se je od bojev za Vari v času samega kraljestva z domovino v srcu boril, krvavel in umiral na številnih frontah tega sveta. Srečamo ga z Andrejem Turjaškim v boju s Turki pri Sisku, na številnih bojiščih Prve svetovne vojne, za Sočo, v Galiciji, na Solunski fronti. Srečamo ga prisilno mobiliziranega v Hitlerjevo vojsko, na ruski fronti, v Normandiji in drugod, prisilno mobiliziranega za italijanske namene v Afriki. Srečamo ga v boju proti trem okupatorjem, pa tudi v boju proti revoluciji. Ko smo imeli samo domovino, ne pa svoje države, je slovenski vojak moral služiti interesom držav, ki smo jim pripadali. Leta 1991 pa se je zgodila bistvena sprememba. Od takrat naprej je slovenski vojak skupaj s slovenskim policistom služil samo plebiscitarni volji slovenskega naroda, ki se je odločil za lastno državo. Branil je napadeno slovensko državo in zmagal. In šele takrat smo se zares osvobodili. V drugi svetovni vojni slovenski vojak ni padal za samostojno demokratično Slovenijo. Služiti je moral projektu sovjetizacije tega dela Evrope. Pri nas zmagi nad nacifašizmom ni sledila svoboda, ampak uvedba totalitarnega režima. Slovenskemu vojaku se danes tu poklanjamo s postavitvijo kipa generala Rudolfa Maistra, ki ga je ustvaril pokojni akademski kipar Boštjan Putrih. Tako zaznamujemo ta spominski prostor z osebnostjo brez primere, katere domoljubju in nacionalni strategiji se lahko samo hvaležno klanjamo. Dovolite mali spominski utrinek. Jaz sem na študiju zgodovine v seminarju profesorja Mikoža prevzel seminarsko nalogo z naslovom Maistrov prevzem oblasti v Mariboru. Profesor Mikož me je prosil, naj poskušam ugotoviti, ali je v pokrajinskem arhivu med dokumenti kakšna podlaga za Kardeljevo tezo, da je Maistru tako enostavno uspelo prevzeti oblast, ker se je tako na tiho dogovoril z oblastjo na Dunaju. Jaz sem pregledal vse, kar se je dalo pregledati, in za to tezo nisem našel nobene potrditve. Obiskovalce tega parka bo poslej pozdravljal vojak, general in pesnik, ki se je boril za severno mejo in ob koncu Prve svetovne vojne bistveno prispeval k
k uresničitvi slovenskih ciljev na Štajerskem in v Prekmurju. Njegov prevzem oblasti v Mariboru je jeseni 1918 vrnil slovenskega vojaka v službo domovini in ga dvignil v status akterja. Majstrovi borci so se borili za slovensko stvar. Tu vidim most med majstrovim dejanjem in slovensko osamosvojitvijo, v kateri je bil majster slovenskemu vojaku vzor. Tudi slovenski vojak in slovenski policist sta 91 stala samo za slovensko stvar, ne za ideologijo in ne za vsilen interes zunanje sile. V obeh primerih je šlo za čist boj. Vesel sem, da se ta poklon slovenskemu vojaku dogaja prav tu, odkoder so tanke agresorske jugoslovanske armade 26. junija krenili proti svojim ciljem po Sloveniji. Zmagali smo, ker nas je navdihoval domoljubni zgled generala Maistra, ker je bila na prvem mestu Slovenija in njena volja po svobodi. Naj stoji ta spomenik kot trajen poklon generalu Maistru in slovenskim vojakom, naj krepi zavest o pomenu domoljubja in slovenske zgodovine. Dovolite, da ob tej priliki čestitam ekipi Parka vojaške zgodovine z direktorjem Jankom Boštančičem na čelu za 20-letnico delovanja parka, ki je zaznamovala muzejsko pokrajino Slovenije. Ta muzej, ta park je eden od najbolje obiskanih v Sloveniji in tu ne doživimo samo eksponatov, tu se lahko učimo tudi odnosa do preteklosti. Parku bi se rad zahvalil tudi za pozornost do osamosvojitve. Gospe in gospodje, Samova zveza ali kraljestvo je v 7. stoletju nastala iz obrambnih razlogov in je trajala 35 let. Pripričan sem, da bo samostojna Slovenija trajala dlje, če bo sposobna odgovoriti na nove izzive. Pred 35 leti smo se borili za politično preživetje, zdaj pa gre za biološko in kulturno preživetje. Naša prihodnost bo odvisna od veselja do življenja in kakovosti naše medsebojnosti. Majstrov prevzem oblasti v Mariboru s peščico vojakov ob 10 tisočih razpuščenega vojaštva je bilo pogumno in tvegano dejanje. Realist bi takrat rekel, da gre za nemogoč podvig. Domoljubni pesnik v Majstru pa je videl dlje. Zaznal pravi trenutek, se odločil za dejanje in uspel. Podobno je bilo leta 1991. Realisti doma in po svetu so nas svarili, naj ne sanjamo, naj se ne lotevamo nemogočega posla. Zavezani plebiscitarni volji slovenskega naroda smo dokazali, da je mogoče. Osamosvojili smo se za vse in takrat so bili vsi naši. Naj osamosvojitveni je mogoče, navdihuje odgovorne za vse tisto, kar moramo storiti za zavarovanje naše prihodnosti, vključno z ureditvijo trga republike v skladu z vrednotami osamosvojitve in ustave. Spoštovani praznični zbor, iskrene čestitke k nebu državnosti, Bog živi samostojno demokratično Slovenijo, naj živi Slovenska vojska in naj bo general Maister trajni vzor domoljubja in naj se razvija uspešno naprej Park vojaške zgodovine. Hvala lepa.
Republike Slovenije, gospod Janez Janša, vašo prisotnost na tej slovesnosti štejemo kot posebno pozornost, ki jo izkazujete ohranjanju zgodovinskega spomina na prelomne trenutke naše nacionalne zgodovine. Vljudno vas vabim k slavnostnemu nagovoru. Spoštovani gospod župan občine Pivka, gospod Robert Smodej, spoštovani direktor Parka vojaške zgodovine, magister Janko Boštjančič, spoštovani gospod Alojz Peterle, predsednik prve demokratično izvoljene osamosvojitvene vlade z ekipo, kar nekaj nas je tukaj, spoštovani monsignor dr. Peter Štumpf, spoštovani admiral George Wikoff, komander, spoštovana ambasadorka Roberts, spoštovani slovenski vojaki, policisti, veterani vojne za Slovenijo, spoštovani kolegi iz aktualne vlade, spoštovani poslanci in državni svetniki, cenjeni visoki gostje, spoštovani občanke in občani Pivke. Zdaj imam kar dolg govor tukaj, pa ne bom celega prebral. V bistvu je bilo povedano že prej v nagovorih gospoda direktorja župana in predvsem Lojzeta Peterleta. Vendar pa je tudi zame osebno danes tako velik praznik, da si vseeno kljub vročemu soncu, na srečo ste vi v senci, zasluži več besed. Zdaj, ko smo pred četrt stoletja inačico tega spomenika postavljali pred takratnim ministrstvom za obrambo, je bil to en tak velik korak za tiste čase in takrat smo si predstavljali, da mu bodo sledili podobni koraki tudi drugod, vendar pa smo potem imeli različno obdobje razvoja naše samostojne Slovenije, v katerih vrednote slovenske osamosvojitve niso bile vedno v ospredju. In minilo je četrt stoletja, da tudi slovenski vojaki vseh obdobij, ki jih je prej gospod Peter lepo opisal, dobi zasluženo obeležje. V tem spomenikom se lahko ustavi vsak, ki je nosil katerokoli uniformo in je imel takrat v mislih Slovenijo in svojo domovino. In ustavijo se lahko otroci, vnuki, pravnuki vseh, ki imajo doma kakšne obledele fotografije svojih prednikov in se spomnijo nanje. Spomin na slovenskega vojaka je bil v novejši zgodovini velikokrat zapostavljen iz razlogov, ki so bili že prej opisani. Slovenski vojak je tudi eden od razlogov, da Slovenci skozi svojo zgodovino, ki je bila več kot preizkušnja, še posebej v prejšnjem stoletju, je slovenski narod tudi zaradi slovenskega vojaka dokazal, da nas preizkušnje ne zlomijo, da nam preizkušnje velikokrat namesto strahu, hvala Bogu, obudijo pogum in zavest, da lahko sami odločamo o svoji prihodnosti. Zdaj, ko je Primož Trubar postavil temelje slovenskega knjižnega jezika, je utrdil narodno zavest in to v času, ko obstoj slovenskega naroda rekel, ni bil samoumeven niti kot pojem. Zdaj, ko je Matija Majer Zilski sredi pomladi narodov oblikoval program zedinjene Slovenije, je takrat prvič nazorno postavil politični cilj, ki je desetletja kasneje tudi v tem tisočletju navdihoval Slovence. In ko je Rudolf Meister ob razpadu Avstro-Ogrske zavaroval našo severno mejo, je ohranil pomemben del slovenskega narodnega ozemlja. In ko je Jože Pučnik v času demokratizacije in osamosvajanja pomagal tlakovati pot v samostojno državo, je odločilno prispeval k uresničitvi tisočletnih prizadevanj slovenskega naroda po lastni identiteti in po lastni državi. Zdaj, ko smo pred 35 leti stopili na pot samostojnosti,
smo tudi svetu dokončno in trajno dokazali, da je pripravljenost braniti svobodo in to, da smo gospodar na svoji zemlji, le ena od najžlahtnejših vrlin našega naroda. V to mnogi do takrat niso verjeli. Zdaj seveda, minilo je 35 let in slovensko osamosvojitev mnogi, tisti, ki so bili rojeni v samostojno državo in svobodo, pa tudi tisti, ki niso bili, včasih dojemajo kot nekaj samoumevnega, pač kot nek zgodovinski trenutek, ki se je zgodil na poti, na potovanju zgodovine, po neki naravni poti, brez tveganj, brez resničnih dilem in brez nevarnosti. Zdaj, tukaj vas je veliko, ki veste, pač, da temu ni bilo tako. Da še vse tisti, pač, ki smo prav tako vroče dneve junija pred 35 leti doživljali na lastni koži, še posebej vemo, da je bilo drugače, da pač prihodnost naše države kljub odločitvi na plebiscitu ni bila vnaprej določena, samoumevna in seveda, da slovenska državnost ni bila podarjena, ampak izborjena. Zdaj v tem muzeju, ki je, in hvala gospod direktor, tudi v zadnjih letih nekako zapolnil praznino zaradi poskusov kradenega spomina, mislim na ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve, lahko ob ogledu razstavljenih eksponatov, fotografij in tekstov pač vsak doživi tiste čase. In ko to gledamo, se nam zdijo ti prizori kot iz kakega filma, ni pa to bil film, bilo je to resnično dogajanje, nič ni bilo samoumevno. Zdaj vplivni glasovi tedanje jugoslovanske države so odkrito sporočali, kaj se bo zgodilo z nami, da bo cepitev zlomljena, kot je pisalo na tistem letaku, ki je bil naslovljen na gospoda Lojzeta Peterleta in osamosvojitveno vlado. Pisalo je, vsak odpor bo zlomljen in počinitelji bodo kaznovani. Ne bi zdaj v slovnici tega letaka, ampak grožnja je bila realna. In takratni načelnik jugoslovanskega generalštaba je v neki izjavi, ki je odmevala pravzaprav po celem svetu, ker je cel svet spremljal vojno za Slovenijo in dogajanje pri nas, našo obrambo. Skratka, Blagoj Adžič je rekel, protizakonite oborožene formacije bodo razorožene, njihovi organizatorji pa bodo kazensko odgovarjali pred vojaškimi organi. Če sem nek let prej enkrat stal pred temi vojaškimi organi in sem imel predvsej jasno predstavo, kaj to pomeni. Pa iz malo bolj oddaljene zgodovine smo tudi vedeli, kako se te stvari končajo. Se pravi, sodbe na hitrih vojaških sodiščih, dolgotrajne zaporne kazni, eksekucije in tako naprej. Ampak seveda pred 35 leti ni odločalo zgolj razmerje sil v številkah in orožju, število tankov in letal. Zdaj, če bi to odločalo, potem mi danes tega spomenika ne bi imeli pred sabo ali za sabo, ne bi ga odkrivali kot trajen spomin slovenskemu vojaku, ampak bi se seveda dogajalo vse kaj drugega. Seveda je odločilo tudi orožje, ker golorok se pač ne moreš braniti. Ključni pa sta bili takrat dve stvari. Prvič, enotnost slovenskega naroda, enotnost, ki je bila kljub delno razdeljeni politiki, kot danes pravimo, plebiscitna. Na plebiscitu si je slovenski narod edinokrat v svoji zgodovini sam napisal sodbo in ta je bila veličastna in 6 mesecev kasneje smo to sodbo uresničili. In če te enotnosti naroda ne bi bilo, tudi ne bilo druge stvari, zaradi katere smo zmagali, to je poguma, ki ni prišel iz
učbenikov vojaških akademij, ampak iz preprostega zavedanja, da gre zdaj za res. Kot rečeno, politika ni bila tako enotna, kot se danes govori. Za temeljno ustavno listino, v kateri je ključni stavek vseh časov slovenske zgodovine, da je Slovenija samostojna in neodvisna država. Temeljna ustavna listina s tem prvim stavkom 1. člena je bila sprejeta s 180 glasovi od 240 delegatov. Bila je ustavna večina. Praktično v tej ustavni večini so in se lahko še danes prepoznajo vse politične opcije in zaradi tega je ta čas, o katerem danes govorimo in kateremu vsaj delno odkrivamo tudi ta spomenik, nek sveti čas slovenskega naroda, neko vrednotno središče, nekaj, do česar imamo Slovenci, ki se zelo radi delimo na vseh področjih in na vseh korakih, še vedno, rekel, plebiscitno enotno stališče, da je bilo to nekaj dobrega in zaradi tega je lahko tudi trajni navdih iskanja soglasij takrat, ko so ta za skupno dobro potrebna. In seveda ta spomin na slovenskega vojaka vseh časov je upodobljen v liku generala Maistra. Zdaj, med tem, kar se je dogajalo novembra leta 1918 in tem, kar se je dogajalo pred 35 leti, so pomembne razlike, predvsem kar se tiče nekega univerzalnega dosega, so pa tudi mnoge podobnosti in pravzaprav bi težko našli boljšo personifikacijo in upodobitev tega, kar mora spomenik vojaku povedati. Zdaj, kajti tudi Maistrova razorožitev nemške varnostne straže 23. novembra 2018 po koncu prve svetovne vojne ni bila samoumevna, še manj nenevarna, še manj, kot je prej dejal gospod Peterle, dogovorjena na Dunaju. Tudi nam so očitali, da smo se za osamosvojitev dogovorili v Beogradu. Zdaj, če bi bil kdo zraven, pa zna to dokazati, ga bomo z veseljem poslušali. So se nekateri dogovarjali, ampak bom rekel, v drugo smer in je bil to prej problem kot kaj drugega. Res pa je, da se jugoslovanska armada potem, ko je bila v Sloveniji poražena, iz Slovenije v zaključni fazi umaknila brez boja, ker so spoznali, da bi bil ta boj brezpredmeten in so tisti, ki so vojno zanetili, začeli uresničevati načrt B, to je namesto Jugoslavije pod njihovim nadzorom, njihovim škornjem, Velika Srbija, in ta plan B je kasneje na ozemlju bivše države terjal na 10 000 mrtvih in pustorane, ki še vedno niso zaceljeni. Torej, je primerjava med Maistrovo vojaško akcijo in vojno za Slovenijo, tudi kar se tiče eventualnih posledic, če akcije ne bi uspele. Zdaj, posledice bi bile za akterje zelo brutalne. Torej, slovenska država stoji na ramenih naših velikanov, najprej tistih, ki so uspeli na tem koščku nebes pod Triglavom, pa vendarle na zelo prepišnem delu evropskega zemljevida, ohraniti in razvijati našo identiteto, slovenski jezik, slovensko kulturo in kasneje to nadgraditi v zamisel o lastni državnosti. In prav je, da tudi spomeniki, kot je ta spomenik slovenskemu vojaku,
ta individualni prispevek velikanov slovenske zgodovine priznavajo. Kajti spomin je pomemben. Pomemben je tudi zato, ker narod brez zgodovinskega spomina počasi začne verjeti, da so svoboda, mir in lastna država nekaj samoumevnega, nekaj, kar obstaja samo od sebe, nekaj, kar nikoli več ne bo treba braniti. Zavedanje gre stran od tistega stavka nekdanjega ameriškega predsednika Ronalda Reagana, ki je dejal, da je pač lahko konec svobode samo ena generacija stran, če se ne zavedamo, da je to potrebno braniti in očitno tudi mikrofon vroče. Skratka, zavedati se moramo pač, da je treba svobodo dojemati ne kot nekaj samoumevnega, ampak kot nekaj, za kar se je treba trajno prizadevati in če je potrebno tudi graditi. Zdaj, Park vojaške zgodovine tukaj v Pivki je ena od institucij, verjetno trenutno v Sloveniji daleč najbolj pomembna, ki ta spomin ohranja, ker tukaj niso shranjeni zgolj vojaški predmeti, tanki, helikopterji, uniforme in tako naprej, da če se čez ta muzej sprehodimo, v njem zelo močno odmeva čas, v katerem smo Slovenci v najbolj usodnem času to usodo vzeli v svoje roke. Te ustanove, ki skrbijo za zgodovinski spomin, so pomembne. Narod, ki pozabi svoje odločilne trenutke, težje prepozna tudi izzive prihodnosti. Zdaj, vsaka generacija mora razumeti, kaj pomeni svoboda, kaj pomeni to, da imamo kot narod lastni državni okvir. Kajti, če tega ne storimo, lahko pride do situacije, ko bodo nekoč vnukom pripovedovali o časih, ko smo še imeli lastno državo. Torej, ta kip Rudolfu Maistru je zato več kot le spomenik človeku, tudi več kot samo spomin počastitve žrtev vseh slovenskih vojakov skozi generacije in skozi zgodovino. Je to tudi nek opomnik, da zgodovine niso ustvarjali ljudje brez strahu. Če beremo Maistrove pesmi in zapise, potem to vemo. Ampak ljudje, ki so premogli dovolj poguma, da strahu niso dovolili, da odloča namesto njih. Zdaj, tukaj te muzeje je tudi nek ostanek nekega majhnega avtomobila, nekega rdečega Juga, pod težkimi gosenicami jugoslovanskega tanka. To je neka taka simbolična nema priča zgodovine, ki nas opominja, da se je slovenski narod znal postaviti po robu veliko močnejšemu nasprotniku z vsemi sredstvi, da je bil inovativen, iznajdljiv in pogumen. In ob koncu se da še enkrat iskrene čestitke in zahvala predsedniku osamosvojitvene vlade, gospodu Lojzetu Peterletu, tako za idejo postavitve tega spomenika kot tistega pred 25 leti. Takrat se je začelo. Zahvala in čestitke seveda direktorju muzeja, gospodu Boštjančiču, za ta in sploh za celoten projekt muzeja, ki po svojem pomenu že prerašča nacionalni okvir. Iskrene čestitke in še enkrat zahvala. In seveda iskrene čestitke ob 35. rojstnem dnevu samostojne slovenske države. Bog živi Slovenijo. Bratje, v Triglavu ognji gori,
žarki kresovi, krvavi plameni, kakor silni meči ognjeni, ki jih sami arhangli vihte. Bratje, naša pomlad gre iz tal, bistra koburja, močna koval. V naša domovja se je zagnala, tmo razklala, sonce skovala, sonce, kralja Matjaža dan. Bratje, v sedlo, vajeti v dlan, Drava nas zove, Jadran rjove, vranci naj skrešejo trde podkove. Bratje, naprej! Meister ni bil le odločen vojaški poveljnik, temveč tudi pomemben slovenski pesnik. Pesmi je začel pisati že v gimnazijskih letih in jih objavljati pod psevdonimom Vojanov. Leta 1904 je izdal prvo pesniško zbirko poezije, leta 1929 pa je izšla njegova druga pesniška zbirka z naslovom Kitica mojih. Dramski igralec Pavle Ravnohrib nam je Maistrovo pesniško ustvarjanje že približal s pesmijo Naprej, v nadaljevanju pa bomo prisluhnili še njegovi interpretaciji pesmi Naši mejniki. Mladi, da ste pripravljeni, meča ne dajte nikoli z desnice, naše pravice nikoli iz zenice. Vranec naj zoblje osedlan, da se kot strela zaprašite in prevalite lažnike kamnite, ko se ukreše vaš dan. Bratje stražarji, pozdravljeni. Spoštovani vsi prisotni, napočil je slavnostni trenutek odkritja spomenika generalu in pesniku Rudolfu Maistru. K odkritju spomenika vljudno vabim predsednika Vlade Republike Slovenije gospoda Janeza Janšo, gospoda Alojza Peterleta, župana gospoda Roberta Smrdelja in direktorja gospoda Janka Boštjančiča. Vse vas pa vabim, da v tem slovesnem trenutku vstanete. Častna straža, mirno!
Častna straža garde Slovenske vojske odhaja s prizorišča. Častna straža, mirno! Nož! Snemi! Na desno ramo! Spodnji korakom naprej! Spoštovani, slovesnost odkritja spomenika generalu in pesniku Rudolfu Maistru je s tem pri koncu. Projekt umestitve in postavitve spomenika je bil zahteven, zato mi dovolite, da v imenu občine Pivka in Parka vojaške zgodovine izrečem nekaj zahvale. Iskrena hvala gospodu Alojzu Peterletu za pobudo in donacijo kipa. Hvala hčerki akademskega kiparja Boštjana Putriha, gospe Kaji Karin Putrih, za podporo projektu in pripravljenost za ureditev vseh formalnosti. Hvala gospodu Janu Vehovarju za vso pomoč in koordinacijo. Iskrene čestitke in zahvala arhitektoma Marku Kosovelu in Janezu Hvala za načrt spomenika, Roku Krhinu in njegovi ekipi pa za izdelavo podstavka. Hvala Juretu Štanti za hortikulturno ureditev podstavka in okolice, gospema Metki Iskra in še posebej gospe Tini Jerman z občine Pivka za vodenje projekta. Hvala podjetju Dvig, ki je kip brezplačno pripeljalo in namestilo na podstavek, ter livarju Romanu Kamšku, ki je pred leti kip ulil, pa za njegovo montažo. Še enkrat hvala in čestitke vsem. Zdi se mi, da si vsi tukaj zbrani delimo prepričanje, da delo samo hvali mojstra. Zahvalo pa smo dolžni tudi vsem, ki ste pripomogli k izvedbi te današnje slovesnosti, Orkestru Slovenske vojske in dramskemu igralcu Pavletu Ravnohribu. Z vašo pomočjo smo veselo in slovesno začeli praznovanje 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije. Iskrena hvala vsem, ki ste prišli, da bi se ob jubileju naše države in 20-letnici Parka vojaške zgodovine poveselili z nami. Hvala visokim gostom iz domovine in tujine. Posebna hvala admiralu Đorđu Wickofu, poveljniku poveljstva Združenih zavezniških sil v Neaplju, ter veleposlanikom in diplomatskim predstavnikom. Še posebej hvala diplomatskemu zboru Češke republike, Francoske republike, Italijanske republike, Japonske, Kraljevine Nizozemske, Ljudske demokratične republike Alžirije, Republike Kosovo, Republike Poljske, Republike Turčije, Republike Ukrajine, Slovaške republike, Združenih držav Amerike, Zvezne republike Nemčije, Črne Gore, Gruzije, Madžarske, Republike Hrvaške, Republike Srbije, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Our special gratitude goes to Admiral George Wyckoff, Commander of Allied Joint Force Command Naples, and to the ambassadors and diplomatic representatives of the Czech Republic, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Italian Republic, Japan, the Kingdom of the Netherlands, the People's Democratic Republic of Algeria, the Republic of Kosovo, the Republic of Poland, the Republic of Turkey, the Republic of Ukraine, the Slovak Republic, and the United States of America, as well as to the Republic of Croatia, Georgia, Hungary, Montenegro, the Republic of Serbia, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. V imenu organizatorjev Parka vojaške zgodovine in občine Pivka vas vljudno vabim na druženje in osvežitev pritličja paviljona A. On behalf of the organizers, the Park of Military History and the Municipality of Pivka, I kindly invite you to a reception and refreshments on the ground floor of Pavilion A. Želim vam lep in ponosen dan državnosti.